Tako je, čas je za našo naslednjo gostjo, pogovarjali se bomo pa o samooskrbi. Po nekaterih izračunih smo v mestni občini Ljubljana trenutno 30% samooskrbni. Če pa bi aktivirali vse svoje potenciale, od zemljišč do človeškega potenciala, bi lahko zagotovili kar 50% vse potrebne preskrbe s hrano. O samooskrbi v Ljubljani se bomo pogovarjali za našo naslednjo gostjo iz oddelka za varstvo okolja na mestni občini Ljubljana, Maruško Markovčič. Lepo pozdravljeni, gospa Markovčič. Podeželje mestne občine Ljubljana je vitalnega pomena za mesto, predstavlja njegova pljuča, vrte, želodec, prostor za preživljanje prostega časa. Včasih so ga obkrožale številne vasi, ki so danes se zlile z mestom, nekatere pa so še ohranile svoja imena in obstajajo izven naselja Ljubljane kot braniki lokalnega. Drži, ja, lepo, ja, povedano. Lepo pozdravljeni, kako ste danes? Krasno, pravzaprav, ja, lep dan, vse lepo teče. Tako vas čaka še veliko terenskega dela v prihodnje? Pravzaprav, ja, niti ne toliko terensko, kakor pa zdaj vstopamo še določene evropske zgodbe, tako da pravzaprav zdaj svoje ideje pa svoje izkušnje prenašamo še na druga mesta, kar je pa tudi en poseben izziv. Je seveda. Kakšni pa so potenciali podeželja mestne občine Ljubljana? Kaj vse bi lahko tukaj vzgojili, vzredili, obdelovali? Pravzaprav je tako, da mi imamo izredno močno pridelavo zelenjave, pridelavo sadja. Že na začetku, ko smo že pravzaprav 20 let nazaj razmišljali o raznih strateških usmeritvah, kaj, kje pridelovati, smo ugotovili, da je pravzaprav res prostor, ima čisto naravne danosti za posamezne stvari, tako da v ravninskem delu, predvsem na vodovarstvenih območjih, okolici različnih rek, se pravzaprav res razvija čudovito pridelava zelenjave, tudi na pokritih površinah, v različnih rastlinjakih in tako naprej. Medtem ko ta vzhodni del, ki je pa hribovit, ima pa izredno dobre lege za pridelavo sadja. Tako da imamo tam tudi sadno cesto med Javor in Rumenjančani, kjer pravzaprav pridelujemo čisto vse, od jagod, različnega jagodičevja do kostanja in seveda različnih vrst sadja. Tako da ja, potencialov je ogromno, poleg tega samega oskrbnega potenciala je pa tukaj ta še pravzaprav, temu rečemo endogeni potencial, se pravi vse tisto, kar podeželje nudi meščanov, tudi lahko od preživljanja prostega časa na različnih rekreacijskih poteh do različnih turističnih kmetij in tako dalje in seveda tudi spoznavanja zelo bogate kulturne dediščine. To je res. Ljubljana imamo vse nad vse. Drži. Tako rekoč. Ljubljančani imamo pa zelo kakovostno hrano, tukaj na pragu mesta, praktično. In kako je z lokalnimi ponudniki? Kaj vse pokrivajo, kaj nam pa morda še manjka? Zelo močni smo, kot že rečeno, pri pridelavi zelenjave in sadja. Zelo dobro se razvijamo na področju različnih mlevskih izdelkov, to se pravi žita, pa predelave potem v moke in določene zadeve. Tudi olja se pojavljajo, to se pravi na področju pridelave olj imamo tudi nekaj močnih pridelovalcev. Manjka nam še meso. Jaz sem prepričana, da v bodoče bodo pa tudi še te vsebine nekako prišle v mesto. Res pa je, da je Slovenija na splošno močno bogata z to ponudbo, tako da, če govorimo o lokalnem, vedno govorimo tudi o slovenskem, tako da Ljubljana pravzaprav samo zmanjšuje prehote transportne poti, ampak drugače pa seveda se pa da v Ljubljani dobiti marsikaj iz cele Slovenije, ki je pa seveda lokalno pridelano. Tako da, ja, tako, v tem smeri gremo. Za hrano smo res dobri, kaj smo majhna država. In v 2 urah so tudi ribe v Murski Soboti in so sveže. Tako. Kje pa lahko gledalci najdejo informacije o lokalnih ponudnikih in produktih? Zdaj tako, mi smo pravzaprav na naši spletni strani ljubljana.si pravzaprav pripravili eno celotno podstran podeželje, znotraj katerega je tudi samooskrba. Res skoraj čisto sveže je pravzaprav tale vodnik po ljubljanskem podeželju, kjer je moč najti ogromno ponudnikov vseh različne hrane, poleg tega pa seveda tudi nekaj informacij o kratkih verigah, to se pravi tistih, ki nekako dostavljajo hrano tudi na dom, tako da ta katalog je ena zadnja pridobitev, ki jo
Novomeščani imajo na voljo. Smo pa tako luškano napisali tukaj zadaj, da so podatki zbrani v pričujoči knjižičico živ organizem, ki raste. Kar pomeni, da bomo ta katalog na spletnih platformah stalno dopolnjevali. To se pravi, da vse te stvari niso statične, kdor kakšno stvar, pravzaprav dnevni obisk tega kataloga je pravzaprav priporočljiv. Takole, ja vidim prav luškan katalog, slikovno bogat, vse tržnice so notri upisane, tako da ravno prav nekaj naslednje vprašanje je pa, koliko tržnic pravzaprav sploh imamo v Ljubljani. Ja, vsekakor je najpomembnejša tudi kot prostor srečevanja centralna tržnica sredi mesta na Vodnikovem trgu, potem imamo seveda vse tiste tržnice, ki spadajo pod javno podjetje parkirišča in tržnice, in sicer tržnica Moste, tržnica Koseze, potem imamo pa še tržnico v BTC Cityju, kjer je pravzaprav tudi ena taka zelo zanimiva samostojna enota. Na mestu smo se pa potrudili tudi, da smo pravzaprav nekako zasnovali neke tržne prostore po četrtnih skupnostih, kjer tržnice ne obstajajo, kjer pa lahko posamezniki te svoje produkte tudi prodajajo. Tako da se da je en takih prostorov je v Črnučah, potem v Polju, v Sostrem. Smo pa na začetku pravzaprav za oživljanjem teh prostorov, tako da bomo v bodoči pravzaprav programski perspektivi v naslednjih 7 letih več pozornosti namenili oživljanju teh delov, tako da se bodo mogoče tudi te tržnice centralne malo osvobodile na vala oziroma obiska in bodo postale tudi te lokalne malo bolj obiskane. No, to se pa veselim. Se pravi, če bi jaz nekje želel postaviti svoj štand in prodajati kakije, pokličem vas. Če je vaša proizvodnja. Če pa jih preprodajate, potem pa ne. Tako, seveda, moje lokalne kakije, tudi ljubljanske kakije. Imajo drugače posamezne tržnice, se kako posebej odlikujejo, nekatera bolj znana po sadju, druga po zelenjavi? Mislim, da se te specializacije niso tako očitno zgodile, tako da je pravzaprav ponudba povsod mešana, zato ker so pravzaprav postavljene ravno v tista območja, kjer ljudje pravzaprav potrebujejo vse. Se pravi, da omogočajo na enem mestu od mesa, rib do zelenjave in sadja. V zadnjem času sem izredno vesela, da je vedno več različnih avtomatov, ki ponujajo tako začeli smo z mlečnimi, najprej so se pojavili mlečni mlekomati, tako, potem so zdaj že avtomati za zelenjavo, avtomati za sir in to so tudi za jajca, to se pravi vse te cvirke sem tudi že videl. No, tako da pravzaprav tudi ta ponudba obstaja, ne? Se pravi, da so našli ponudniki oziroma kmetje, pridelovalci tudi eno drugo tržno pot, kar je pa meni izredno dragoceno. No? Tako, ne, to je neka možnost, kjer lahko Ljubljančani pridejo do lokalno pridelane hrane tudi izven delovnih ur tržnice, naprimer. Kakšne so pa še druge možnosti, da pridejo? Mi smo pravzaprav zelo veseli, da zadnje čase kmetje prepoznavajo, da so dejansko njihove hišne prodajalne izrednega pomena. Se pravi, da takoj na svojem dvorišču urejajo tržne prostore. Tu imamo kar nekaj zelo simpatičnih majhnih trgovinic, kjer se pa lahko posamezniki pravzaprav dobijo samo njihovo proizvodnjo. In je to še toliko bolj dragoceno, zaradi tega, ker ti pravzaprav 2 metra stran od te trgovinice vidiš njihove nasade, veš, kako je njihova zelenjava zrastla, ponavadi prodajajo v teh trgovinicah tisti, ki jih tudi to hrano pridelajo, tako da dobite tudi osnovne informacije iz prve roke. Večinoma je v teh trgovinicah sezonska hrana, to se pravi, da ni paradižnika, če ne raste ravno v rastlinjaku sredi januarja in tako, no, to se pravi, da so te trgovinice pa toliko bolj pomembne. Potem imamo pa še take tematske poti, ki sta tudi zelo pomembni. Ena pot je pot Dobrot med Savljami in Klečami, kjer je pravzaprav možno se sprehoditi od kmetije do kmetije, kjer se vse te zadeve lahko kupi, potem že omenjena sadna cesta med Javoro in Jančani,
čisto nova pridobitev Ljubljane je pa tudi Čebelja pot, kjer se pa lahko pravzaprav od enega do drugega ponudnika sprehodite in nakupite tudi različne čebelje, pridelke in izdelke. Tukaj v centru imamo tudi odličen med, urbani čebelari opravljajo izvrstno delo, moram reči, zelo, zelo okusen in kvaliteten med. Na kratko bomo skočili v oglase, potem se pa vrnemo nazaj, da zvemo še vse o ljubljanski samooskrbi. Vstanite z nami, ne bo trajala prav dolgo. Dobrodošli nazaj, govorimo o samooskrbi v Ljubljani in z menoj je za oddelka za varstvo okolja Mestne občine Ljubljana gospa Maruška Markovčič. Lepo pozdravljeni nazaj v naši družbi. Veliko smo že povedali o tržnicah, kako sadje pridelujemo, zelenjavo. Je pa nekaj tudi zelo pomembno, kratke oskrbne verige. Kakšni so pravzaprav pomeni kratkih oskrbnih verig? Poleg teh očitnih, ki jih vedno vežemo na okolje, to se pravi manjši ogljični odtis, potem seveda večja energijska vrednost hrane, ki sicer ni dokazana, ampak jo človek občuti. Je pa seveda tudi v tem, da se seveda pri teh kratkih prehranskih verigah vedno lahko sveža hrana uporablja in čemur pa mi zadnje čase veliko pozornosti dajemo, je pa seveda sezonska pridelava. To se pravi, da se ravno v pravem času je tisto, kar se da pridelati. In te kratke oskrbne verige v zadnjem času izredno nekako poskušamo vpeljati predvsem v šole in v vrtce, kjer se ravno zaradi tega dovoljenja, ki ga imamo znotraj javnega naročanja, ko se lahko 20% pravzaprav od naročila odvoji in se ga nameni lokalni prehrani, odpirajo poti za sodelovanje med šolami, vrtci, različnimi javnimi zavodi in pa seveda lokalnimi pridelovalci. Tako da te kratke oskrbne verige so zaradi tega pomembne. Predvsem tudi zaradi tega, ker na tak način raste neko zaupanje med ponudnikom in potrošnikom in pa komunikacija teče. To se pravi, da se vedno pridelovalec lahko v kateremkoli času prilagodi povpraševanju. To se pravi, da se ne ponuja nečesa, česar se ne potrebuje, ampak dejansko tisto, kar potrošnik potrebuje. Tako da velik napredek tukaj so naredili tudi pri Turizmu Ljubljana, ki pa stimulirajo predvsem gostinske ponudnike, da uporabljajo lokalne pridelano hrano za pripravo drugih jedi. Tako da, vsekakor, se pravi lokalno. Lokalno je še najbolj sveže. Tako. Kako pa na Molu spodbujate lokalno samooskrbo? Poleg motivacije, da morda moram pa tudi jaz kakšen vrtiček postaviti. Ja, seveda, vrtički so ena od stvari, hvala, ker ste jih omenili. Se pravi, da si sam pridelaš, druga zadeva je vsekakor preko različnih promocijskih aktivnosti, ki jih imamo, preko tega kataloga, ki je danes zunaj, potem preko različnih dogodkov, ki jih imamo, dnevi odprtih vrat kmetij in tako dalje. Se pravi, gradimo predvsem na osveščanju in na izobraževanju prebivalcev, meščanov. Se pravi, da so meščani dobijo v vsakem trenutku informacijo, kje, kdaj se lahko kakšna stvar kupi. Se pravi, to je ta stvar spodbujanja kratkih verig. Ena od takih luštnih akcij, ki je bila, pa s katero bomo seveda tudi nadaljevali potem, ko bodo razmere to dopuščale, je bila borza živil, kjer smo pravzaprav spravili za isto mizo tako ponudnike kot tiste, ki povprašujejo po različnih produktih in poskušali jim zagotoviti enim posel, drugim pa stalno dobavo oziroma stalno oskrbo z lokalno hrano. Še ena stvar je, ki dajemo velik poudarek, to je pa pravzaprav ekološko ali pa integrirana pridelana hrana. Mi se trudimo, da bi pravzaprav vse te zadeve nekako bile res, da spodbujamo samo tiste, ki želijo pridelovati hrano na ekološki način ali pa po principu integrirane pridelave, tako na vrtičkih, ki jih imajo sami, ali pa pri njih samih doma. To se pravi, da spodbujamo neke vrste nadstandard. Imenitno. Tako, vedno je potreba nekoga malo spodbuditi. Tako. Domače rečeno, včasih rabi kdo tudi kakšno brco vriti. To pa z leti. Čebelarstva sva se že dotaknila, ga omenila, kako pa ne, med je sladek.
In urbano čebelarstvo tukaj v Ljubljani kar cveti, pa tudi v okolici je kar nekaj čebelarjev. In kakšen med v bistvu pridelujemo tukaj v Ljubljani? Jaz bi mogoče en korak nazaj, preden začnem govoriti o medu. Nam je vedno čebela predstavljala eno tako povezavo med okoljem pa med samo oskrbo. To se pravi, da seveda brez čebele, brez divjih opraševalcev seveda tega naše oskrbe ne bi bilo. Tako da jo vedno vključujemo v naše razvojne aktivnosti. V mestu smo pa prepoznali čebelarstvo kot neke vrste socialni element, to se pravi neko osveščevalno vsebino, da se tudi meščani zavejo, da so čebele tiste, zaradi katerih oni lahko vse to, kar imajo na krožniku, tudi jejo, drugače jih pač nekako te hrane ne bi bilo. Ker imamo izredno dobre paše, predvsem gozdno pašo, gozda je kar 46% celotne površine mestne občine Ljubljana, imamo predvsem prevladuje gozdni med, potem imamo cvetlični med, in pa potem še kostanjev med, kar nekaj dobrih kostanjevih paš je na vzhodnem delu mestne občine Ljubljana. Res pa je, da bi recimo, če bi postavili, ne vem, čebelnjak sredi štepanskega naselja, kjer je neskončno ogromno lip, bi mogoče lahko pridelali tudi čisti lipov med. To se pravi, da med tukaj v Ljubljani je izredno kakovosten, predvsem tudi zaradi, kar so pokazale tudi raziskave, zaradi izredno bogate pelodne pestrosti, ker čebele nabirajo vse. V Ljubljani pa je vse. Imamo vse. To se pravi od rastlin, od vseh različnih medovitih rastlin do dreves in tako dalje. Tukaj se pa lahko kakšen mlad čebelar, ki še ne ve, kdaj kaj cveti, morda poveže z temle alarmom alergologov. Ki imajo, ko lahko pogledaš, zdaj cveti lipa, pol veš, tudi če nisi alergičen na lipo, lahko pa čebele pošleš na pašo. Na pašo, drži. Drugače ima pa ljubljanski med tudi svoj znak kakovosti. In kateri medi lahko nosijo ta znak in kje lahko mi ta med kupimo, ali je ta med rezerviran za bolj kakšne posebne priložnosti? Glede na to, da ga pravzaprav res ni veliko, zato ker to ni gospodarska dejavnost, je ta ljubljanski urbani med, ampak je dejansko kaže na to, kako so vse tiste organizacije, ki imajo te mestne čebelnjake oziroma imajo med na strehah, čebelje panje na strehah, osveščene. To se pravi, da medu ni toliko in večinoma ta med nekako pride res, dobi vlogo protokolarnega darila. Prav tako tudi v Ljubljani, na mestni občini Ljubljana. Drugače so pa te tri paše, ki sem jih omenila. To se pravi, lahko je to gozdni med, cvetlični med in pa kostanjev med. In seveda pa naši čebelarji, predvsem tisti, ki se gospodarsko s tem ukvarjajo, vozijo na paše po celi Sloveniji, tako da imajo izredno izbiro vseh različnih medov. Ampak prav ta ljubljanski, ki nosi ime ljubljanski med, je pa tisti, ki je pravzaprav lahko samo te tri paše. Protokolarni. Protokolarni, za enkrat. Bomo morali povabiti glavnega čebelarja k nam v goste, da nam mogoče prinese kakšen mali primerek, če ne pa jaz moral kakšne svoje veze pri mestni občini Ljubljana. Uporabiti. Danes sem prinesla sem katalog, drugič pa še med. Zmenjeno, pa boste spet gosti. Kako se pa to dela. Imamo v sklopu ljubljanske samooskrbe še kakšne druge znake kakovosti, kakšno fino klobaso ali pa solato, ledenka, na primer Trnovska. Ko je profesor Bogataj delal strategijo gastronomsko strategijo Slovenije, je umestil tudi dve ljubljanski jedi, ki smo jih s pomočjo različnih etnoloških raziskav na vzhodnem delu mestne občine na oddelku za varstvo okolja naredili že med leti 2004 in 2006. In te dve jedi sta pa všenat zelje, kar pomeni kislo zelje kuhano z proseno kašo, in pa vezivka. Vezivka je pa pravzaprav ena sladka pogača, okrašena z različnimi testenimi ptički, ki je bila pa pravzaprav darilo botrov njihovim krščencem. No, in te stvari se še vedno delajo na vzhodnem delu in te dve jedi sta pravzaprav tisti, ki sta, kako bi človek rekel, te dve sta nekako blagovna znamka. Pa še eno žganje imamo, ki je izredno zanimivo, to je pa dišečkino žganje. Dišečka je ena sorta hruške,
No, in tukaj se pa trudimo, da bi pa to dišečkino žganje res predstavili tudi vsem meščanom. No, tako da, ja, te 3 zadeve. No, to pa bomo, verjetno na kakšnem dogodku. Kako je pa z dogodki, prireditvami za lokalno samooskrbo, za podpiranje tega? Verjetno ste kaj planirali, pa ste morali dati zdaj malce na pauzo zaradi situacije. Res planiramo vse te zadeve v septembru, tako kot vsako leto, ker to september in jesen seveda prinaša največ plodov. Tako da nas letos čaka organizacija enega fantastičnega dogodka, Festival Ljubljanskega podeželja, ki bo trajal zadnji teden septembra, cel teden, in kjer bomo pravzaprav združevali tako vsebine povezane s samooskrbo, se pravi pridelava, in pa pridelava kmetijskih pridelov in prodaja, in pa seveda medeni dan. To dvoje se bo povezovalo. Vsi že mogoče malo zgodnja napoved, ampak kakorkoli že, bo pa kar nekaj dogodkov vezanih na med, pa v maju, kjer pa cel maj pravzaprav posvečamo svetovnemu dnevu čebel. Največ se bo pa dogajalo 20. maja pred mestno hišo. No, bomo tudi te dogodke pokrili na terenu ali pa povabili koga v studio. Maruška Markovčič, Mestne občine Ljubljana, najlepša hvala za vaš čas, da ste nam razložili več o ljubljanski samooskrbi in česa vse smo Ljubljančani lahko deležni. Iz njive direktno na našo ljubljansko nivo. Najlepša hvala za priložnost. Mi na kratko v oglase, po oglasih bo pa z nami že Nina Žabjek, rokometašica rokometnega kluba Krim Mercator, tako da ostanite z nami, prav pestro bo.